Bolje vredi. Pardon, se opravičujem. Balonček. Evo ga. Daj mi starotno. Živijo. Sam vidio na tromu stubi, pa nisam ovdje otrudan. Da poslušala sam, pa kako su dobri blic. Kako su šibali, fiksno. Reci, pričao. Bravo, živio. Dan, dan.
Ja vem. Mislim, ja, če njega ni. Se to Evo ga. Gospod, a lahko sam mečkam, prosim? Gospod. Pozdrav mladi, Slišimo se, ne? 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. Ja. Lahko? Se lahko spustiš kap. Mečkam bližje sem, če lahko prosim. Ja. Najprej nekaj uvodnih besed predsednika stranke, dr. Mira Cerarja. Ja. Lahko? Dobro. Lepo pozdravljeni. Danes stranka Modernega centra SMC tukaj praznuje svojo 3. obletnico. Zbrali smo se v bolj sproščenem vzdušju na pikniku. Dan je odličen, lep in ravno zdaj, ko sem se vrnil iz Bruslja, še posebej intenzivno lepo doživljam to našo zeleno Slovenijo in verjamem, da bomo imeli en lep dan. Veseli me, da je tukaj veliko naših članov, simpatizerjev in zelo me veseli, da stranka Modernega centra gre naprej. Smo pozitivni, smo aktivni in verjamem, da bomo danes na nek način se lepo malo podružili, kajti ob tem, ko delamo v okviru vlade, ko delamo v okviru parlamenta na lokalnem nivoju, ko smo pač vpeti v te procese,
nam včasih dejansko kar malo zmanjka časa, da se poveselimo in danes bomo tale piknik izkoristili prav zato, da se malo družimo in da se seveda pogovorimo tudi o tem, kako naprej. Gospod Cerar, lahko še nekaj pa malo bolj resnih tem v tem sproščenem vzdušju? To je zelo resna tema. Ja, če smo vodilna stranka, imamo piknik, to je zelo resna tema. Ampak se strinjam. Ja. Zanima me prodaja NLB-ja, SDH začenja postopek, vemo, kakšno je bilo stališče SMC do tega prodati, ampak v pravem trenutku, zato me zanima, ali je zdaj pravi trenutek za prodati del NLB-ja. Torej, postopek prodaje NLB-ja seveda vodi Slovenski državni holding. Jaz pričakujem v prihodnjih dneh ustrezne informacije, da vidim, kako ta zadeva poteka. Dejstvo pa je, da za to prodajo se je zavezala vlada Alenke Bratušek. Se pravi, je sprejela neke zaveze, ki so precej močne. Mi smo s tem pa soočeni kot z dejstvom in zdaj seveda moramo v tem okviru delovati. Kot sem rekel, Slovenija seveda zaveze spoštuje, vendar pa hkrati pričakujem še vedno, da ne bi prišlo do takšne prodaje, do takšnega procesa, da bi bili naši davkoplačevalci spet na nek način oškodovani. Kajti v to banko smo vložili veliko davkoplačevalskega denarja, da smo jo sanirali in zdaj si ne moremo privoščiti, da bi neka prodaja bila takšna, da bi pravzaprav tega vložka ne prinesla nazaj. In verjamem, da tudi Slovenski državni holding, uprava, nadzorni svet to razumejo in verjamem, da bo tudi, če bo potrebno, nas SDH obvestil, če bodo menili, da gre za kakšne pomembne zadeve, o katerih mora vlada kaj vedeti. Pa je zdaj to ta pravi čas, o katerem pa ste vi govorili? Čas za prodajo je seveda pravi. To je tisto obdobje, ko pravzaprav smo dolžni po teh zavezah, ki smo jih sprejeli oziroma ki jih sprejela že prejšnja vlada, zdaj narediti neke nadaljne korake. Kako bo pa to potekalo, kakšno bo vrednotenje teh korakov, bodo pa prinesli prihodnji dnevi. Lahko še glede ministrov, najverjetneje se bo gospod Židan soočil z interpelacijo, zahteva se odstop Irene Majcen za okolje zaradi Kemisa, tukaj še drugi tir in minister Gašperšič. Zaupate vsem tem trem ministrom ali se boste o tem na vladi še kaj pogovarjali? Zdaj, ko sem se ravno kar vrnil iz Brusla, seveda nisem imel prilike, da za ministri, ki ste jih omenili, preverim te zadnje informacije, navedbe. Preveč je teh stvari, da bi lahko na kratko odgovoril. Dejstvo je, da bom v prihodnjih dneh v stiku z vsemi temi ministri, da analiziramo stanje. Kar zadeva Kemis, veste, da je vlada bila pravzaprav tudi preko Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje in pristojnih institucij aktivna ves čas pravzaprav od začetka nastanka te tragične situacije. Žal pa sem tudi sam ugotovil, da je prišlo do preslabe komunikacije, ni bilo dovolj komunikacije, ni bilo dovolj tistega sporočanja državljankam, državljanom, občanom Vrhnika in drugim. In zdaj sem zato nekako pospešil te procese. Tudi sam sem obiskal, kot veste, Vrhnikov, se seznanil s stanjem in zahteval, da se na vladi o tem poroča. Do tega poročila smo prejšnji teden prišli, kot veste. Pokazalo je, da so organi in institucije svoje naloge opravljali, vendar pa seveda bi bila lahko koordinacija še boljša. Zato sem seveda tudi v teh dnevih zahteval, da se izvedejo neki nadaljnji ukrepi, da se gre v stik z ljudmi, da se jim še bolj natančno pove, kaj smejo, česa ne smejo delati, da bo njihovo zdravje, da bodo njihove povrtnine, njihovo okolje na nek način prepoznani v tem smislu, ali jih ogroža ali ne. Tako da je ena zadeva, o kateri lahko povem zaenkrat toliko. Kar zadeva ministra Židana, kot rečeno, ker sem bil v Bruslu zelo aktiven za ta 2 dneva, nimam vseh informacij o tem, kako je potekala razprava in takoj, ko dobim te informacije, bom lahko zavzel kakšno stališče. Sicer pa, vlada deluje v polni moči, imamo zelo veliko odgovornih nalog in tudi kadar pride do krizne situacije izven našega seveda dosega vpliva, kot je bila ta s Kemisom, se takoj skušamo odzvati po najboljših močeh in verjamem, da bomo tako tudi v prihodnje. Kaj samo še referendum glede drugega tira, bo SMC ostala sama ali bo koalicija nastopila skupaj in podprla drugi tir? Jaz pričakujem, da koalicijske stranke vse 3 spoštujemo svoje zaveze. Kot veste, smo dogovorjeni, da ta projekt peljemo skupaj, da seveda smo zato tudi podprli kar 2-krat sprejetje zakona, torej pred in po vetu in to za absolutno večino v državnem zboru, tako da ta zaveza je jasna. Vlada za tem projektom
stoji na ta način, koalicija stoji in čeprav zdaj ni čas za to, lahko ponovim, da gre za izredno pomemben projekt za vso Slovenijo. Gre za to, da Slovenija s tem projektom se bo še močneje umestila na transportni zemljevid Evrope in gre za pravzaprav zadnji čas, da to storimo po vsem tem, po vseh teh dolgih letih, ko se zadeve niso premaknile v izvedbeno fazo. V nasprotnem primeru, če bo kdo to zablokiral, bomo ostali slepo črevo tu v srednji Evropi, izgubili vse možne potenciale in prednosti, ki nam jih daje ta geografska pozicija. Tako da res verjamem, da bodo državljanke in državljani prepoznali, kako pomemben je ta projekt drugega tira, kako pomembno je to, da se je vlada s tem zakonom na transparenten način skupaj z evropskimi institucijami po preverjanju z KPK-jem, Računskim sodiščem in vsemi drugimi zavezala v ta projekt, ki, kot rečeno, je projekt za celo Slovenijo, za našo prihodnost. Kaj bodo še drugi glavni poudarki stranke vaše do prihodnjih volitev? Stranka SMC, Stranka modernega centra, bo imela v juniju programski svet, na katerem bomo natančno opredelili, kateri bodo tisti naši ključni poudarki do konca tega leta. Seveda že ves čas izvršujemo skupaj s koalicijskimi partnerjema našo koalicijsko pogodbo, torej vse tiste zaveze, ki smo jih dali. Kot vidite, trdo delamo tako na zdravstveni reformi, tako na infrastrukturi, tako na recimo gradbeni okoljski zakonodaji. Zelo intenzivna je diskusija o reformi centrov socialno delo, skratka ne popuščamo in sam zahtevam, da se dela. Namesto, kar so tu in tam govorili tudi koalicijski partnerji, da je zdaj to leto, ki je predvolilno, bomo kar nehali in tako naprej, to je absolutno nesprejemljivo. Mi bomo celo leto delali, vlada mora delati za naše državljane, zato smo tukaj. Bomo pa seveda, kot rečeno, od junija naprej še bolj izostrili stranka SMC svoje poglede do prioritet v tem letu. Še zadnje vprašanje, Peter. Samo, mislim, zdaj ta referendum se nekako spreminja nek predvolilni spopad oziroma nek epski spopad, kjer je še najmanj pomemben drugi tir. Gre za bistvo za merjenje moči. Vidite, to je manipulacija, na katero ne smemo pristati. In moramo našim državljankam, državljanom, volivkam, volivcem zelo jasno povedati, drugi tir ni predvolilna tema. To je projekt za Slovenijo, za našo prihodnost, za našo, bi rekel, umestitev, kot sem rekel, na transportni zemljevid Evrope. Tudi za Luko Koper in za obalo. Konec konca bodo oni imeli največ od tega, pa tudi potem naše železnice in Slovenija kot taka. In zato absolutno ne pristajam na to, da bi se dopustili povleči v nek predvolilni boj, ki ga želijo ustvariti nekateri iz opozicije in morda še kdo. To je projekt za Slovenijo in na tem bom vztrajal. Še Peter. Ja, da morda še kdo skušali ste ustvariti predvolilno temo, ste mislili morda na Desus, ki je po vašem nastopu namignil, da prelagate odgovornost na poslance? Torej, trditev, da prelagam na poslance odgovornost za zakon, ki so ga sprejeli, je absurdno. Ko sem dejal, da je seveda za vsak zakon, tudi za ta o drugem tiru, odgovoren državni zbor, ki ga je sprejel, sem dodal tudi to, da seveda tudi vlada stoji na tem stališču, torej si delimo odgovornost. Odgovornosti se nikoli ne izmikam. Moram pa reči, da je ta izjava res zelo nenavadna. In naj ponovim, za tem projektom moramo stati vsi, ki želimo dobro Sloveniji in našemu razvoju. Hvala lepa. Poskušajo vam sesuti vse projekte, ne, v bistvu, in drugi tir, in Magmo Štajer, in še nekatere zadeve. Poglejte, veliko je poskusov, še to bom odgovoril, veliko je poskusov, da bi se dobri projekti, torej tisti, ki Slovenijo peljejo v prihodnost, ki pomenijo dodano vrednost gospodarstvu, nove zaposlitve, kot rečeno, transportne možnosti, možnosti za naše podjetnike, da bi se seveda na nek način preprečile, zaustavile. Vidi se, kdo to počne. Tisti, ki to počne, zagotovo nima pred očmi perspektive za naše mlade, nima pred očmi to, da Slovenija mora biti država, ki uspeva, ki ohranja svojo zeleno okolje, ki pa je moderna in gre naprej. In jaz verjamem, da bodo to državljanke in državljani razumeli in primerno vrednotili. Hvala lepa. Ja, dan. Referendum bo, ne? Stop.
pa vam govorim, da imamo drugi tir od duhovnika za 800 milijonov.
Aleksandar.
Dragi člani in članice, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na družabnem srečanju ob 3. obletnici ustanovitve naše stranke. Veseli me, da se je naša stranka odločila to naše srečanje danes organizirati tu na tako lepem kraju in v naravi. In v naši politiki je človek. Vse, kar naredimo in vsak dan, kar storimo zato, da izboljšamo življenje ljudi. In to naredimo kot človek. In o tistem, ki ne zna biti človek, je že nam dragi Srečko Kosovel povedal naslednje. Kaj bi bil človek, če ti je težko biti človek? Postani obcestna svetilka, ki tiho razseva svoj sij na človeka. In že tedaj je Srečko Kosovel napisal besede, ki so pisane nam na kožo in pomenijo naša dejanja. In želim si, da jih člani in članice slišimo skupaj. Sedaj je treba borbe v nas. Borbe, svete borbe, ne miru, ne počitka, niti slepih sanj, ne raziskovanj, izpraševanj. Treba, da spoznamo svoj obraz, da izpovemo, mi smo tu. In spoštovani predsednik, mi smo tu. Želimo pa si slišati vas. Zato prosim, če se nam pridružite in nam spregovorite. Izvolite, predsednik. Lepo pozdravljeni. Članice, člani stranke Modernega centra, naši simpatizerji, prijatelji, predstavniki medijev, zelo lepo vas pozdravljam. Naš veliki mislec Trstenjak, Anton Trstenjak je nekoč zapisal, da je človek bitje upanja. In če pomislimo, vsi ljudje dejansko vsak hip v nekaj upamo. Vi upate, da boste po mojem govoru dobili končno hrano? Jaz upam, da boste zadovoljni z današnjim srečanjem. Upamo, da bo jutri tudi lep dan, da ga bomo preživeli, ki je v naravi in tako naprej. Skratka, upamo vsak dan, v poklicu, v osebnem življenju. In veste, tam v letih, ko nas je zadela ta huda finančna, socialna, tudi politična kriza, smo Slovenci začeli izgubljati upanje. In bolj, ko smo si želeli, da bi bilo tega nekega dne konec, bolj smo ga izgubljali in takrat smo se nekateri odločili, da se zberemo in da se ozremo proti politiki in če bo treba vanjo tudi vstopimo za to, da bi pomagali, da bi lahko ta naša Slovenija, naše državljanke, državljani spet upali, spet polno živeli, bili ponosni na svojo državo in v dobrih odnosih med seboj. In tako se je pravzaprav rodila stranka Modernega centra, kot jo danes imenujemo SMC. Pred 3 leti, vemo, da je bil to 2. junij 2014, smo se zbrali na ustanovnem kongresu, tudi mnogi izmed vas ste bili takrat tam, ustanovili smo stranko in šli na volitve. Šli smo na volitve z iskreno željo, da to Slovenijo vzdignemo v duhu, da jo naredimo spet bolj organizirano, urejeno,
predvsem pa bolj ustvarjalno, odprto, kreativno in pogumno, tako, ki bo šla naprej v prihodnost, ki se ne bo zavijala v neke bolečine iz nedavne preteklosti, ampak bo rekla, kar je bilo, bodimo ponosni na svojo zgodovino, kjer je bila ta zgodovina svetla, in Slovenci imamo zelo, zelo veliko svetlih, pomembnih trenutkov v naši zgodovini, na katere moramo biti zelo ponosni. Tam, kjer pa ni bilo dobro, pa vzemimo iz tega nauk, da ne bomo tega ponavljali, ampak zdaj se ozrimo s tem naukom naprej, za našo mladino, za našo prihodnost. In to je bilo geslo, s katerim smo šli pravzaprav v politično tekmo. Sestavili smo program, opredelili naše konkretnejše cilje, program in tako naprej, kot sem rekel. In kot veste, smo zmagali na volitvah in prevzeli vodenje države. Seveda skupaj s koalicijskimi partnerji in pravzaprav skupaj z vsemi ljudmi dobre volje, ki pomagajo, kajti jaz verjamem, da SMC ni samo stranka svojih članov ali pa simpatizerjev, ampak je stranka vsakogar, ki želi dobro tej naši Sloveniji, ki želi dobro državljankam in državljanom in vsem, ki tu z nami skupaj prebivajo. In zdaj seveda smo tukaj ob 3. obletnici. Številka 3 simbolizira marsikaj. Pa dovolite, da izberem en segment te simbolike. V številki 3 vidim številko nekega razvoja. Človek, ko se rodi, je najprej otrok, potem iz tega obdobja postane mladostnik, včasih rečemo pubertetnik, ki se zave samega sebe na nek poseben način, išče svoj lastni izraz in skozi to odrašča, da potem nekje v 3. fazi odraste, postane zrel, postane osebnost, ki si želi nekaj storiti ne le za sebe, tudi za druge. In jaz verjamem, da je bilo to tudi nekaj, kar je doživljala stranka modernega centra. Najprej rojstvo in ob tem rojstvu smo bili, kot je rekla naša Simona Kustec-Lipicer, podpredsednica SMC, samorastniki. Izrasli smo sami sebe, z dobrimi nameni, z veliko volje, zato da kaj spremenimo na bolje, pa vendar sami, brez nekih ozadij, brez nekih lobijev, brez nekih interesnih skupin, ki bi nas potiskale v to ali ono smer. In kot samorastniki smo morali zelo hitro iti skozi razvoj. Zato si upam reči, da smo v teh 3 letih prišli iz prve faze, to je otroška faza, v fazo mladostništva, adolescence, odraščanja in da smo zdaj pravzaprav v fazi, ko smo toliko politično odrasli, da smo sposobni prepričati naše državljanke in državljane, da nas podprejo še naprej. Da nas podprejo tudi na prihajajočih volitvah drugo leto, da uvidijo, da se res za njih borimo, da si prizadevamo na vso moč in da sledimo svojim ciljem in programom. In zato verjamem, da je pomembno, da kljub temu, da smo danes tu zbrani v dobri volji na pikniku, da se poveselimo, da se podružimo, nimamo veliko časa za to, ogromno je dela, delamo v vladi, delamo v parlamentu, delamo v občinah, na lokalnem nivoju, v sekretariatu stranke, vsi delate, trudite se in zato ni veliko časa. Zato sem zelo vesel, da smo danes tukaj se dobili, da saj malo prekinemo ta tok dela, ta tok skrbi in da se res poveselimo. Pa vendar bi želel, da danes iz tega našega srečanja gremo domov z neko zavezo. Zavezo, da želimo s tem delom nadaljevati. Da ne bomo odnehali, da bomo šli tudi na volitve dokazati, da želimo in zmoremo še več. In jaz bom šel z vami, šel bom kot prvi med vami, ampak tudi z vami enak na te volitve in verjamem, da se mi boste pridružili in me podprli z vsemi ljudmi, ki hočejo, kot sem rekel, in želijo dobro Sloveniji.
vrnem nazaj k besedi upanje, k pojmu, k temu, kar čutimo k tem. Poglejte, upaš lahko vedno takrat, kadar se lahko na nekaj opreš. Če lahko v nekomu ali nečemu iščeš podporo. Ne moreš biti dober v zasebnem življenju, v službi, v prijateljevanju, v politiki, kjerkoli, če nimaš neke opore. Za upanjem mora torej stati neka opora in ta opora se imenuje v našem jeziku zaupanje. Nekomu moraš pa zaupati, če hočeš upati. Preprosto povedano, če želite dobiti hrano, dobro hrano, morate zaupati meni, da bom končal na neki točki s tem govorom in da bodo naši pomočniki, kuharji, vsi ostali, ki pomagajo, to hrano dobro pripravili. In zaupamo. Če želite napredovati v življenju tako ali drugače, se morate opreti na neke ljudi, sodelavce, prijatelje, ker jim zaupate, ker vam bodo pomagali. Opiramo se na informacije, na dejstva in na njih gradimo naše upanje. In zato je zelo pomembno, zelo pomembno, da je stranka SMC predvsem stranka zaupanja. Kajti, če bomo zaupali najprej sami sebi, da smo na pravi poti, da nismo skrenili, da nismo izdali naših idealov in ciljev, če se bomo o tem še bolje obveščali, se pogovarjali, bili tudi kritični, kadar zaznamo napake, pomanjkljivosti, se iskreno o njih pogovorili, potem pa skupaj stopili naprej, da zadevo izboljšamo, da gremo po pravi poti naprej, potem bomo stranka medsebojnega zaupanja. In jaz vem, da smo v veliki meri to že. Vem pa, da kot stranka, ki zelo hitro odrašča in je že odrasla, pa vendar, to ni lahko v 3 letih, ob tem, ko vodi še državo, potrebujemo še veliko dela na tem, da si bomo še bolj zaupali. Pa ne samo drug drugemu, ker vedno, ko smo v kontakti, vidimo, da si lahko zaupamo. Ampak želim, da zaupate tudi sami sebi, da ste kot člani in simpatizeri te stranke lahko mirni, da ne delamo nič narobe, oziroma tako bom rekel, če ga kdaj kaj polomimo, da to popravimo, da smo samokritični, da si želimo res delati dobro. In zato želim, da stranka SMC, stranka modernega centra, z vsakim od vas in z vsakim našim podpornikom, simpatizerjem, gradi to samozavest. Samozavest na zaupanju med seboj, da bomo lahko šli, kot sem rekel, naprej, da tem letu naredimo še veliko dobrega in potem na volitvah dokažemo, da smo dejansko najboljši. Ko sem rekel, da smo najboljši, sem se, kot verjetno mnogi od vas, spomnil na nekoga, ki danes ni več med nami. Verjetno vsi veste, na koga mislim, na našega dragega, žal pokojnega prijatelja, borca za dobro, človeka z veliko začetnico Horsta Hafnerja. Še lansko leto je bil tu med nami, kljub opešenemu zdravju, je do zadnjega svojega diha živel za stranko modernega centra, za prav vsakogar od vas, ki ga je poznal in pozna vas je ogromno, za mene. In kot veste, verjetno je težko najti bolj nesebičnega človeka, kot je bil naš dragi Horst. Osebno sem mu izjemno neizmerno hvaležen in verjamem, da ste mu tudi vi. In on je bil vedno tisti, ki je rekel, da stranka modernega centra je lahko in je najboljša. Naj danes med nami pozdravim njegovo drago Danico, lepo, da si z nami, imamo te radi, tudi mi smo s tabo.
In lahko vam povem, da se pogosto spomnim na našega res dragega, ljubega Horsta, ker je bil naš veliki vzornik. Ne samo svojo energijo, privrženostjo, ciljem in delom, ampak tudi s poštenjem in požrtvovalnostjo. In spomnimo se vedno nanj, ko nam bo mogoče kdaj tu in tam zmanjkalo energije, ko bomo utrujeni, ko bomo mogoče storili tudi kakšno napako, da bomo lahko tako, kot nas je on vedno spodbujal, vse to prešli za dobro tega, kar si želimo in za dobro Slovenije. V tem času, v 3 letih, smo potegnili našo državo iz krize. Ne sami, moramo vedno biti pošteni, nihče to ne zmore sam, tudi ne stranka modernega centra. Imeli smo pomoč koalicijskih partnerjev, imeli smo pomoč občasno tudi drugih strank, predvsem pa dobro mislečih ljudi, tistih, ki želijo Sloveniji dobro, ki so začutili moment, ki so z nami skupaj premikali meje v gospodarstvu, na socialnem področju, na kulturnem področju, povsod, ki niso odnehali in ki seveda ne smejo odnehati, če želimo doseči tisto, kar si še vedno želimo. Ampak ob vsem tem se moramo nečesa dobro zavedati. Stranka modernega centra je največja vladna stranka, z daleč največjo poslansko skupino in zato dejansko dajemo ton in smer pravzaprav vsem pomembnim odločitvam, ki jih naša država sprejema in izvaja. In zato me veseli, da smo v tem mandatu, v teh 3 letih, kljub temu, da so mnogi govorili, da ne bomo niti 1 leto zdržali, da ne bomo uspešni, da ne bomo znali, da ne bomo zmogli, da smo znali, zmogli in pokazali, da je Slovenija lahko uspešna. Uredili smo državne finance, javne finance, uredili smo gospodarjenje z državnim premoženjem, sprejeli številne zakone in druge akte, se pravi v državnem zboru in na ravni vlade, ki so pripomogli k ureditvi položaja na področju pravosodja, šolstva, infrastrukture in drugih številnih področjih. Ravno zdaj, kot veste, si močno prizadevamo, da bi izvedli neke ključne korake na področju zdravstvene reforme, ki je tako zelo pomembna za vsakega od nas, za vse naše ljudi, da bi premaknili neke velike infrastrukturne projekte, kot je drugi tir, kot je modernizacija železnic in obnova cest, da bi pripeljali v Slovenijo še več dobrih investitorjev, ki bodo dali delo našim ljudem in da bi pomagali našemu gospodarstvu za odpravljanjem administrativnih ovir. Na tem intenzivno delamo tudi zelo intenzivno na modernizaciji naše družbe, na digitalizaciji, na modernih procesih, na vsem tem, kar bodo jutri, pojutrišnjem imeli v rokah naši mladi, tudi tu prisotni, tudi tisti, ki jih zdaj še ni, ki pa smo jim dolžni zagotoviti svet, v katerem bodo lahko uspešno razvili to našo državo naprej in v kateri bodo lahko uspešno ustvarjali svoje družine, izbirali svoje poklice in bili karierno in človeško uspešni. In zagotavljam vam, da na tem bomo delali še naprej intenzivno in kot sem danes že povedal, ne bomo nehali delati. Spomnite se tudi, nekateri naši koalicijski partnerji so v začetku leta dejali, zdaj je že predvolilno leto, zdaj ne bo več možno kaj dosti narediti, zdaj se bomo šli samo politiko, kdo bo koga in podobno. Absolutno ne. Dokler vodim vlado, dokler SMC vodi vlado in je največja poslanska skupina v državnem zboru, tega ne smemo dovoliti. Dokler imamo naše aktiviste na terenu, dokler imamo številne naše aktiviste na terenu po vsej Sloveniji, ne smemo niti en dan počivati, ga zamuditi, ker vsak dan lahko naredite nekaj dobrega za vaše lokalno okolje in s tem za vse nas. In zato delamo. In zato ne dovolim, da bi se zdaj enostavno dvignili roke v zrak,
ampak se bo delalo do konca mandata, bomo pa tudi ravno s tem delom in s temi rezultati, ki bodo prišli in ki so že prišli, dokazovali, da zmoremo in znamo tudi naprej. Ste že hodolačni. Ampak SMC je stranka, ki zna biti potrpežljiva. Ker moramo biti potrpežljivi, zato vam bom namenil še nekaj besed, pa ne bom predolg. Ne bom. Ko se bomo v drugi polovici tega leta in začetku prihodnega leta samo izpraševali o tem, kaj zdaj, kaj spet lahko naredimo za ljudi, se ne bomo toliko obračali nazaj, kajti to, kar delamo zdaj, se že vidi, se bo videlo. Gledati bomo morali naprej, kaj bomo spet lahko zagotovili našim ljudem, Slovenkam, Slovencem, našim državljankam, državljanom, prebivalcem. Kaj bomo želeli za njih še narediti več? Katere projekte bomo želeli dokončati, ker vsega ne moramo v enem mandatu dokončati? In kaj bomo še novega naredili za njih? Zato vas pozivam, da zbirate v sebi te ideje, kaj bi še želeli narediti več, da delate na tem, kolikor je možno že zdaj, kolikor pa bo potrebno, bomo to dali v naš program za naslednje volitve, za katere sem prepričan, da jih moramo dobiti, če želimo, da ta Slovenija ohrani to pozitivno pot v prihodnost, v razvoj za naše mlade, za dostojno starost, za živahno in ustvarjalno mladost in pravzaprav za to, da bo Slovenija še naprej ostala ugledna država v Evropi in svetu. Kajti tudi to se je spremenilo. Pred nekaj leti, ko smo prevzemali to vlado, Slovenija ni bila med uglednimi državami. Bila je država, ki je postajala plen. Država v zelo slabi kondiciji, v zelo slabem finančnem stanju, v nekoordiniranem upravljanju z državnimi naložbami, z zelo porušenim bančnim sistemom. In takrat je bilo nujno postaviti to državo spet na svetovni zemljevid, tudi kot državo, ki ji lahko zaupa tudi tujina. In danes nam tujina spet zaupa. Zaupajo našim predstavnikom, zaupajo našim podjetnikom, seveda tudi naši državljani, podjetniki, pa tudi znanstveniki, kulturniki, športniki znajo sami pokazati, kaj znajo. In tega smo lahko zelo veseli in smo jih hvaležni. In še računamo na njih, kajti vsi smo ena skupnost. Pa vendar je naloga vlade, naloga parlamenta, naloga tudi SMC, da jim pomagamo, da ustvarjamo za njih dobro podporno okolje, in da tudi sami postavimo zgled vsem, kako je treba trdo delati z dobro voljo in pošteno, če želimo to Slovenijo peljati naprej. In če si bomo zaupali, bodo tudi drugi začeli še bolj zaupati nam. Še več jim moramo sporočati o tem, kar delamo, kar mislimo, kar čutimo in kar želimo. Ker mislimo, čutimo in želimo dobro. To je stranka modernega centra. Stranka, ki skrbi za vse generacije. Nikogar ne smemo pozabiti. Najmlajše, najstarejše, vse vmes. Tudi sami smo zato v stranki že razvili določene oblike organiziranja, da nimamo mladih, tu imamo že naš podmladek. V kratkem, prav v prihodnjih dneh, bomo tudi dobili posebno organizacijo seniorjev, kot rečemo. In še naprej bomo trdo delali na vseh tistih reformah, ki zadevajo, bi rekel, tako modernizacijo družbe, ki sem jo omenil, se pravi to, kar daje gospodarski zagon, zaposlitve, možnost za ustvarjalnost, kar potrebujejo morda še najbolj mladi, ampak tudi vsi ostali.
Jaz verjamem, da tudi starejši, tudi najstarejši so še vedno lahko ustvarjalni in so. Hkrati pa moramo z dolgotrajno oskrbo, ki jo pripravljamo v zakonski obliki, zdravstveno reformo, z vsem tem, kar delamo sproti, ko usklajujemo pokojnine, ko smo določili minimalno pokojnino in tako naprej, poskrbeti, da bo v prihodnjih letih še bolje in lažje živeti tudi našim starejšim, vsem, ki to zaslužijo in zaslužijo to prav vse. In da počasi zaključim, če si bomo zaupali, če bomo pridobili zaupanje drugih, bomo lahko dosegli tudi to, česar si najbolj želim. Da bi začeli Slovenci, Slovenke spoštovati bolj sami sebe in našo državo. Kajti ne smemo pozabiti, da smo to našo nacijo ohranili kot narod z velikimi napori in žrtvami. Skozi stoletja smo bili pod pritiskom večjih narodov. V prejšnjem stoletju smo doživeli prave pogrome, tudi z namenom, da se naš narod izniči. Pa smo uspeli preživeti vse te čase, postati še močnejši in potem tudi v zelo težkem spopadu pravzaprav doseči našo samostojnost, našo suverenost kot država. In jaz mislim, da na to moramo biti ponosni in zato moramo našo državo nazaj pripeljati ljudem, zato jo moramo narediti takšno, da bo spoštovanja vredna, da jo bomo imeli radi, da jo bomo cenili in da bo ona cenila vse nas in vse vas, ki to zaslužite. In zato si mora SMC predvsem prizadevati. In potem, veste, potem bo v državi drugače. Potem bo tudi več pozitivizma, optimizma, več zaupanja, spoštovanja, potem je to tisto, kar nam daje boljše možnosti, še boljše možnosti, da gremo lahko tudi bolj sproščeno naprej. In zdaj za konec naj povem, da sem osebno, kot predsednik stranke, neizmerno hvaležen prav vsakomur od vas, kajti to, da smo ustanovili stranko in takoj zatem zmagali na državno-zborskih volitvah, da smo uspeli kljub temu, da so nam nekateri politiki tudi vsak mesec napovedovali konec, razpad, pogubo in tako naprej, ne samo zdržati do danes, ampak postati še močnejši, boljši, izkušenejši in da danes in tukaj vodimo to državo v pravo smer, to je velika stvar. In zato ste zaslužni prav vsi, tudi kam zelo pogosto tudi neutemeljenim, neresničnim, pa vendar jih zdržite in greste z nami skupaj naprej. In zdaj v vrsti mislim seveda na naše poslance, ministre, vodje lokalnih odborov, sekretarjat stranke in tako naprej. In jaz bi želel, da se mi, vsaj nekateri izmed teh, ki sem jih omenil, poslanke, poslanci, pridružite tu na odru. Ministri, ministrice, pridružite tu na odru. Generalni sekretar, svojo ožjo ekipo, pridruži na odru in vodje lokalnih odborov, vsaj vi, če ne morete, vsi pridite sem. Evo, tu je že moja podpredsednica, prihaja naš in moj podpredsednik, ministri, pridite, da se malo vidite. Poslanci, poslanke, vodje lokalnih odborov, zelo me veseli, da ste z nami. Pozdravljeni si skupaj, kar pridite, pridite. Lahko pa prijete vsi. Vsi ste naši, vse jo bomo radi. Ja. Ja. Tu tukaj se lahko predstavljate. Šli nekdo, lahko tudi objemate ministra.
ministrov in poslancev, če želite danes. Ja, evo. Kot vidite, se nas je kar nekaj nabralo, ampak še več nas je tukaj. Vsi smo ena družina. In dovolite mi, da zaključim ta svoj nagovor z mislijo, ki se bo spet vrnila k našemu dragemu Horstu. Horst Hafner je vedno poudarjal, da SMC ni samo politična stranka. SMC je ena velika družina dobro mislečih, požrtvovalnih ljudi, ki želijo dobro Sloveniji. In bodimo tudi danes vsi skupaj. Ti, ki smo tu, ti, ki ste zraven, vsi smo ena družina. Bodimo danes dobre volje, sprostimo se, družimo se. Jutri v naslednjih dneh pa spet gremo v akcijo za Slovenijo. In rekel bi takole. Naj bo naš moto mirno in stabilno naprej in bodimo pozitivni in aktivni. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa prosim, hvala.